Pozdravljeni, Borut Lisjak tukaj. Rad bi podelil nekaj, in sicer močna stvar, če lahko verjamemo v njo. Jaz jo poskušam uresničevati že nekaj časa in moram reči, da mi zelo pomaga in spreminja življenje. In gre za to, da zelo preprosto, ko enkrat razvijemo zadosti zavesti, zavedanja, samoljubezni, kakorkoli gledamo na to, ko se zadosti ustavimo, da lahko iskreno pogledamo, kaj je naša zgodba, stara zgodba. Se pravi, ko zadosti umirimo da dojamemo, da da precej naših težav izvira v umu in so vzdrževane v umu, ker so iluzije. In ko ločimo, ko se znamo prizemljiti v srcu, v zavesti, tako da se povežemo z naravo, z materjo zemljo, z drevesi, s čimerkoli iz narave ali pa z drugimi ljudmi, s svojim telesom, z občutki. Naštevam vse to zaradi tega, ker je za vsakogar mogoče malo drugače, ampak bistvo je, da ko enkrat naredimo ta preklop, da dojamemo, nekaj je v glavi, je nek virtualni svet in pod tem je resničnost, ki obstaja, ki ni samo izmišljena, in do nje pridemo skozi telo in občutke. In takrat lahko začnemo dojemati, kako iluzijo vzdržujemo sami s tem, da si ponavljamo neko staro zgodbo. Nekaj, kar so nas drugi naučili, kar smo se sami naučili, ko smo bili otroci, tako da smo verjetno skopirali nekaj, kar so nam drugi povedali. V glavnem govorim o negativnih stvareh, kar so nam rekli, da je z nami nekaj narobe, da je s svetom nekaj narobe, da svet ni varen, da ljubezni ne gre zaupati, karkoli od tega. In potem mi to začnemo sami sebi nehote ponavljati in na koncu sploh več ne vemo, kako to močno vpliva na naše življenje, kako pravzaprav vzdržuje neko iluzijo, v kateri živimo, iluzijo, kakšen je svet, kakšni smo mi sami, kakšni so drugi ljudje, kakšni so naši odnosi. Dokler tega ne skusiš res z vsem, kar si, na svoji koži, z prve roke, je vse to teorija in se slišijo neke čirule, čarole. Ko pa jo skusiš, pa vidiš, da tukaj not leži ključ do tvojega celjenja, do tega, če želiš polno živeti, kako priti ven. Vse ostalo je ponavljanje stare zgodbe, še več stare zgodbe, vse ostalo, se pravi, dokler ne prideš do preboja zavesti, do iskre, ki ti pokaže, kaj vse je stara zgodba, kako deluje, kako se elementi povezujejo, kakšna halucinacija je to vse skupaj. In si vedno, ko to rečem, to lahko zaznam obsodbe vseh nas, ko se nam zdi, da kaj pa če to vse skupaj ni res, kaj pa če ni tako hudo, saj ne more biti tako grozno hudo, ne moramo biti tako močno ujeti v svojo iluzijo. Leta mojih izkušenj in intuicije mi potrjujejo, da je tako hudo za vse človeštvo. In na lastni koži to preizkušam in študiram in spreminjam. No, in glavna stvar, ki sem jo danes izkusil med meditacijo, oziroma ki sem jo po meditaciji še bolj močno začel uresničevati, je, kako lahko pišeš, kako začneš pisati novo zgodbo. Tako da preprosto si izbereš, kaj želiš biti. In vsak pri sebi, ti, ki tole zdaj gledaš, se lahko vprašaš, lahko začutiš, kdo sem jaz, ne kdo bi moral biti, pa kdo sem po svoji usodi in po nekakšnih predpisih, ampak kdo v srcu hočem biti. Kdo bi bil, če bi lahko izbiral, če bi lahko to ustvaril. In potem manjka samo še ta majhen korak, da dojamemo, da lahko ustvarimo, pa tudi če ne čez noč, lahko začnemo ustvarjati, kako se odzivamo na notranje in zunanje okoliščine.
v svetu. Se pravi, zunanje okoliščine, kaj nam drugi rečejo, naredijo, ne naredijo, dajo, ne dajo. Se pravi, v vseh svojih odnosih, v svetu, v katerem živimo, v finančni situaciji, politični situaciji, vse to, te zunanje okoliščine, mi imamo izbiro, kako se odzivamo na to. Nimamo moči, da bi zamenjali vlado, da bi zamenjali podnebje, vsaj ne čez noč, ampak lahko začnemo s svojim odzivom in s tem pomagamo sebi najprej priti v to samoljubezen, v to stanje jasnosti in osebne moči in prave svobodne izbire, ki ne temelji na iluziji, na zanikanju in na begu, ampak temelji na resničnosti, na prizemljenosti, kjer edino lahko začnemo vplivati na svoj svet, na naš skupen svet, soustvarjati. Zato verjamem, da je to prvi nujen korak, če želimo spremeniti svet okrog nas, če želimo pozdraviti vse bolezni, nehati vojne, pomagati zemlji in naravi, da se spet uravnovesi. Veste dobro, o čem govorim, in tako verjamem, da ne gre brez tega, da začnemo pri svoji samoljubezni, ki se pa začne pri jasnosti zavesti, pri prebuditvi zavesti in potem pri ustvarjanju nove zgodbe. Ko se enostavno vstaviš in se vprašaš, kaj pa bi bil, če bi lahko bil, kako bi se odzival na stvari, kako bi sebe videl, kdo sem in kaj delam in kaj ustvarjam in kako to ustvarjam, kaj povem, kaj izražam, kako se izražam, kakšen temperament imam. Vse to, vsaka podrobnost pravzaprav, lahko smo igralci v tem življenju, tako smo, s tem, da se večinoma ne zavedamo, da igramo svoje vloge, da imamo gor maske. Ko pa to počnemo zavestno, smo lahko še vedno igralci, dokler nam ne pride v kri, oziroma dokler ne dojamemo, da to, kar igramo iz srca, z vsem, kar smo, da to pravzaprav res smo, da smo samo sneli svoje maske, iluzije in da smo prišli v svojo resničnost. Tako, srečno in se vidimo naslednjič.